Novo leto po novem, davki, trošarine, subvencije, pomoč. Kakšne spremembe prinaša začetek leta 2024? Se bo občutno podražila elektrika? Kaj bo s cenami goriva? Odštevanje do prometnega zloma v središču prestolnice. Kje bodo prenovi okrog železniške postaje, zapore cest, kako bodo urejeni obvozi in kako bodo vozili avtobusi in vlaki. Napad na vodite trgovine in večina storitvenih dejavnosti ter nedelujoča javna uprava. Smo ena redkih držav v Evropi, kjer je državni praznik in z njim dela prost dan tudi 2. januarja, dan po novem letu. Prav vse pa na današnji dan vendarle ni bilo zaprto, tako kot ob nedelji bili bencinski servisi in manjše zasebne trgovine lahko odprti. In manjše trgovine, v katerih ob nedeljah in praznikih delo opravljajo nosilci trgovinske dejavnosti ali zakoniti zastopniki. V teh trgovinah lahko delo opravljajo tudi dijaki, študentje in upokojenci. Vse ostale. Ali bo na jutrišnji prvi delovni dan v novem letu predsednik vlade Robert Golob vendarle razrešil kadrovsko ministrsko križanko in sporočil ime še zadnjega manjkajočega ministra. Čas za imenovanje naslednika razrešene Irene Šinko se izteka. Predlog naj bi Golob v parlamentarno proceduro poslal predvidoma jutri. Neuradno je glavni kandidat za položaj zoolog in upokojeni vojak Vojko Adamič. Kakršenkoli drugačen predlog bi bil politično presenečenje. Izven centra občine ta območja na podobno raven razvija. Prinaša spremembe tudi v naših denarnicah in na računih, vsaj tistih za električno energijo. Cena elektrike za gospodinjstvo namreč ni več v celoti zamejena, zato bodo zneski na položnicah nekoliko višji. Še veliko več bodo plačali poslovni odjemalci, saj bo zanje cena elektrike v celoti prepuščena trgu. Ob tem nas letos čaka tudi nov način zaračunavanja omrežnine, ponekod pa bo dražje tudi daljinsko ogrevanje stanovanj. Sandra Boršič. Vstop v novo leto je letos očitno zaznamovala tudi elektrika. Pravila igre se tu namreč konkretno spreminjajo. Pravijo, da bo dražja. Plačati položnice bo itak treba, ne? Bomo malo kaj druge prikrajšali. Ogrevanje, elektrika tudi. Vse se podražilo že. Zdaj ne vem kako, a se bodo tudi plače kaj zvišale? Upam, da. Tako je, takšno je življenje, vse gre gor. Bomo morali še bolj paziti. Najprej poglejmo kar v naše domove, v gospodinjstva. Cene so tu še vedno zamejene, a ne več v celoti. Reguliranih je 90% cene porabe, ostalih 10% je tržna cena. In zato bo januarska položnica za elektriko višja kot decembrska. Da se bo račun povečal za 3,7% iz decembra na januar povprečnega gospodinjskega odjemalca. Večje spremembe pa bodo za podjetja in gospodarstvo. Ne le, da so se poslovili od starega leta, pač pa tudi od reguliranih cen elektrike. Nov cenik je denimo za male poslovne odjemalce objavil tudi GEN-I, pri katerem bodo v povprečju že februarski računi zanje višji za 13 oziroma 15%. Sprememb pa še ni konec. V poletnih mesecih nas čaka tudi novi način obračuna omrežnine. Ne bo nam treba kuhati po noči. Uporaba toasterja nas ne bo udarila po žepu in obračun omrežnine sam po sebi ne prinaša dviga omrežnine, za gospodinjstva pa bodo letni stroški omrežnine v večini celo nekoliko nižji. Zadnje dni lanskega leta je Agencija za energijo vendarle naredila tudi obljubljeni kalkulator, kjer lahko primerjamo stroške omrežnine po novem načinu. To omrežnina, to je kaplja v morje. Zmeraj sem to koristila. Te bolj poceni tarife, če se le da. Se pa z novim letom draži tudi ogrevanje v prestolnici. Energetika Ljubljana dviguje variabilni del cene toplote za daljinsko ogrevanje. Na mesec bo strošek za povprečno stanovanje višji za približno 11 evrov, za hišo pa predvidoma 37 evrov. In ne samo na področju energetike, novo leto je prineslo še nekatere druge spremembe. Marko, kaj je še drugače? Glede na to, da smo rekli, da bo leto 2023 leto reform, se z januarjem v resnici ni spremenilo kaj dosti. Namesto temeljnih reform smo bolj kot ne dobili kozmetične popravke, zdravstvene pa tudi davčne zakonodaje. Poglejmo.
Na zdravstvenem področju je gotovo največja sprememba ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki pa je v resnici postalo le obvezno. Zaposlenim bo prispevek od plače prvič pobran februarja z januarsko plačo, upokojencem bo prispevek od pokojnine trgal spis, ranljivim skupinam bo 35 evrov plače plačala država, brezposelni pa bodo znesek morali poravnati sami. Postopoma stopa v veljavo zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta z novim letom prinaša pravico do oskrbovalca družinskega člana, ki bo upravičen do 1,2-kratnika minimalne plače ob skrbi za enega in 1,8-kratnika minimalne plače ob skrbi za dva uporabnika dolgotrajne oskrbe. Pripadalo pa mu bo tudi 21 dni dopusta. Dodaten prispevek za dolgotrajno oskrbo bo država pričela pobirati sredi prihodnjega leta. No, davčne reforme ni bilo, vseeno pa je nekaj sprememb tudi na tem področju. In te spremembe so tudi v resnici vezane na popoplavno obnovo. Za 3% se je dvignil davek na dobiček, prihaja pa tudi 0,2% davek na bilančno vsoto bank. Te obdavčitve so seveda zgolj začasne, veljale bodo do leta 2028. Za delodajalce bo večje breme bolniške odsotnosti, doslej so morali kriti do 20 dni bolniškega staleža, po novem bodo breme bolniške, preden ga bo prevzela država, morali nositi 30 dni. Dodatni stroški, ki jih zaradi tega predvidevajo v gospodarstvu, pa so ocenjeni na 80 milijonov evrov. Nekaj dražja bo tudi mobilnost, za 40 centov bo dražja cestnina skozi predor Karavanke, no že junija so se sicer za slabih 7% podražile vinjete, a bo to večina slovenskih voznikov občutila šele v januarju, ko nam potečejo bolj ali manj vsem te 12-mesečne vinjete. Tako je, Marko, hvala. Še bolj kot politika. Poslanci so namreč lani izglasovali spremembo, po kateri bodo letos stranke v skupnem znesku prejele skoraj enkrat več denarja kot v zadnjih letih. Potem, ko so Slovenijo prizadele hude poplave in vlada zaradi popoplavne obnove klesti porabo na vseh področjih, je poteza, ki bo finančno najbolj okrepila Gibanje Svoboda in SDS, za socialne partnerje nesprejemljiva. Ko gre za lasten žep, vlada očitno ravna povsem drugače kot takrat, ko gre za prejemke drugih, ocenjuje sindikalistka Lidija Jerkič. Žana Vrtačnik. Po poletni hitri in relativno tihi zakonski spremembi si politične stranke, ki so na volitvah dosegle vsaj 10% proračunske pogače, delijo enakomerno, preostalih 90% pa sorazmerno, glede na število glasov, kar pomeni, da več dobijo večji, oziroma tisti, ki so na volitvah prejeli več glasov volivcev. In v letih 2024 in 2025 si bodo rezali še bistveno večje kose, saj so državnozborski načrt za financiranje političnih strank zvišali z 2,5 milijona evrov na 5 milijonov. Kar je po letu uničujočih ujm, ki so zatresle finančne prioritete države, sprožilo burne odzive socialnih partnerjev. Tega ni mogoče seveda razumeti drugače, kot da je ravnanje, kadar gre za primer lastnega žepa, drugačno, kot pa kadar se pogovarjamo o prejemkih drugih. Se po eni strani strga denar in poskuša varčevati na vseh koncih, po drugi strani pa zdajle povečujemo budžet politiki. Vse parlamentarne stranke smo vprašali za odziv, v SD-ju pravijo, da so sledili priporočilom Računskega sodišča in da je ob povečanju financ za politične stranke težko pričakovati naklonjenost javnosti. V Gibanju Svobodi pa tudi, da julijska novela zakona o političnih strankah določa zgornjo in tudi spodnjo mejo. Približno naslednjo pa, da so postavili višino sredstev, pa tudi, da so odločitve sprejemali pred avgustovskimi poplavami. Seveda bi si kot finančni minister želel ne samo ta, ampak da so tudi marsikakšni drugi izdatki nižji, ampak to je pač politična realnost. Realnost na računih parlamentarnih strank pa bo torej takšna. Gibanje Svoboda in SDS se bosta finančno najbolj krepili, na račun prvih se bo mesečno iztekalo dobrih 80 tisočakov več, na račun drugih slabih 50 tisočakov več. Na NSI-ov račun se bo pritekalo pa dobrih 15 tisočakov več, nekaj manj tudi na račun SD-ja. Najmanjša Levica se bo krepila najmanj, mesečno bo prejemala dobrih 9 tisočakov več. Zneski v isti višini so predvideni tudi za leto 2025.
Več denarja bi radi tudi sodniki, ki so za četrtek zagrozili s prvo sodniško stavko v zgodovini naše države. Jutri se namreč izteče rok, ki ga je Ustavno sodišče že lani poleti postavilo vladi za uskladitev sodniških plač s poslanskimi. Če vlada tega roka ne bo spoštovala, kar je zelo verjetno, bodo v četrtek ob 10. vsi sodniki za 1 uro prekinili sodne obravnave. Nika Konaver. Še nikoli do sedaj sodniki pri nas niso stavkali. Tudi zdaj bodo, to so napovedali pred dnevi, počakali. Da se bo tudi uradno jutri iztekel rok, na to pa, če vlada in državni zbor ne bosta izpolnila zahteve Ustavnega sodišča, v četrtek izvedli protestni zbor. Zato, da preverimo, kakšna bo situacija in da se dogovorimo, kako naprej. Sodnikov je kar precej, v društvu nas je približno 600, sicer je sodnikov 800. To bodo zbori na sedežih sodišča, to ne bo neko paradiranje po ulicah. Srž problema je, da so sodniške plače, ki so precej nižje od primerljivih plač poslancev, neustavne. Posledično so neustavne tudi plače tožilcev, ki prav tako napovedujejo stavko. Gre za neskladje pri osnovni plači sodnika v najnižjem rangu in osnovni plači poslanca v najnižjem rangu. Tu gre za približno 10 plačnih razredov nesorazmerja, kar znese po podatkih Ministrstva za pravosodje in tudi za javno upravo približno 1000 evrov bruto. Predsednik vlade je sicer že pred letom dni napovedal dvig sodniških plač za 600 evrov bruto. Kasneje je svojo obljubo snedel. Zadnji poskus pravosodne ministrice, tik pred novoletnimi prazniki, 1000 evrov bruto, pa ni dobil podpore v vladi. Prav zato je pred prazniki protestno pismom evropskim institucijam napisal tudi Sodni svet, da je neizvršitev odločbe ustavnih sodnikov resna kršitev načela pravne države in delitve oblasti, ki je temelj tako naše države kot evropskega prava, so zapisali. No, na drugi strani pa država brez težav milijone namenja za nakupe parcel, kjer bi gradila nova sodišča, pa tudi za visoke najemnine, ki jih vsako leto v Ljubljani plača za najemanje sodnih dvoran. Po večmilijonskem nakupu zemljišča ob železniški postaji v Ljubljani, kjer je zdaj parkirišče, pa ustavitvi projekta nova sodna stavba na lokaciji ogromne gradbene jame za Bežigradom, ta sameva že 30 let, se je zdaj država odločila, da bo kupila še novo stavbo v Štepanskem naselju. To je nova stavba na Litijski cesti v Ljubljani, ki jo bo za dobrih 7,7 milijona evrov v kratkem kupila naša država. V njej bodo upravno, socialno in delovno sodišče ter višje socialno in delovno sodišče. Gre za dobrih 5000 kvadratnih metrov prostorov. A država bo, to smo se prepričali na lastne oči, v propadajočo stavbo, preden bo tam zaživelo novo sodišče, morala vložiti še kar precej denarja. Ljubljana pa v četrtek pričakuje prometni zlom v središču mesta. Začela se bodo namreč obsežna dela na območju železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Ta bo prve 4 dni zaprta za ves promet, nato pa bodo na njej delne zapore. Ko pa se bodo junija dela preselile na severno stran vozišča, bo zapora spet popolna. Ker gre za eno glavnih vpadnic v mestno središče, je med deli pričakovati pravi prometni kolaps. Kako bodo urejeni obvozi in kako bodo vozili avtobusi in vlaki? Staša Lozar. Takole se z direktorjem Slovenskih železnic dobimo tik ob nadvozu na Dunajsko, kjer bo čez 2 dni cesta pod železnico popolnoma zaprta za ves promet. To se začenja priprava, že kar nekaj časa traja, da se lahko zapre podvoz oziroma nadvoz. Tako da to je zdaj prva faza Emonike. Dobrih 40 milijonov evrov vreden projekt prve od 2 faz nadgradnje Žolpa oziroma železniškega območja ljubljanskih postaj bo ustavil promet po eni glavnih vpadnic v mesto. In zaradi gradbenih del tudi del vlakov ne bo vozil do glavne železniške postaje, temveč bodo ustavljali na improvizirani postaji Ljubljana Šiška. Vlaki, ki pridejo tako iz Primorske kot iz Gorenjske, morajo iti čez tisti most. In ta most ima 4 tire. In zdaj za čas gradnje, se pravi nekje vsaj prvih 3 mesece bosta na razpolago samo 2 tira. In vseh teh 500 vlakov na dan je treba spraviti čez 2, ne čez 4 tire. Zato bo potniški promet delno okrnjen. Pri čemer ljudi opozarjajo, da je ubiranje bližnjic čez tire do začasne postaje smrtno nevarno. Potnikom so že na voljo avtobusi, ki jih bodo varno vozili v mesto in nazaj do postajališča. Čez to območje vozi vlak skoraj vsako minuto ali pa vsaj na 2 minuti in vozijo na obe strani in je treba biti zelo pozoren.
V času popolne zapore bo po bližnjih cestah urejen obvoz za osebna vozila, kolesarji in pešci pa bodo pot do Bežigrada lahko ubirali čez podhod na glavni postaji ali kasneje po koridorjih za pešce. Jaz mislim, da je enostavno treba malo potrpeti, ker konec koncev tale podvoz je star mogoče celo več kot 50 let. Se itak je kolap že zdaj, kadar je špica, ne? Tako da Se bomo nekako prilagodili. seveda, ne, to se bo hitro pozabilo. Jaz mislim, da je pač čas, da se moderniziramo, ne? Vsi si želimo pač hitrejše vlake, boljše povezave, tako da pač potem se treba temu tudi potrpeti, no, da pridemo do tega. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov ljubljanskega potniškega prometa, ki sicer vozijo po Dunajski. 1. aprila naj bi promet sprostili, ostala bi le še delna zapora pločnikov, a 27. junija zaradi izvedbe del na severni strani načrtujejo še eno popolno zaporo vozišča. 1. septembra pa naj bi dela predvidoma končali. Na slovesnosti v Palači Združenih narodov slabo uro izobesili slovensko in še 4 zastave. S tem so tudi simbolno pozdravili nove nestalne članice Varnostnega sveta. Slovenija je bila junija prepričljivo izvoljena, 2-letni mandat v najpomembnejšem organu Združenih narodov, ki je zadolžen za zagotavljanje miru in varnosti, je začela včeraj. Diplomate zdaj čaka naporno delo v 15-članskem organu, ki je zaradi razklanosti pogosto paraliziran. Na dnevnem redu je več kot 50 vsebinskih točk, med njimi bo veliko časa namenjenega vojnam na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.